Tokrat v občinskem informatorju. Nezaslišano onesnaženje vodnega zajetja, potoka in gozda na Bohorju. Maribor dobil legalno steno za grafite, s tem pa uresničil prvi projekt participativnega proračuna. 500 tekačev teklo pod Pohorjem. Pekarnarji predstavili razloge proti selitvi KC Pekarna v Melje. Na Ptuju kmalu glasovanja o predlogih participativnega proračuna. Klavrna podoba skateparka v Mariboru, težavam ni videti konca. Kinodvorane se ob novičnem delovanju srečujejo z ostrimi ukrepi. Lepo pozdravljeni. V četrtek zvečer so odkrili odpadke nad zajetjem vode v Pivoli na Pohorju. Nepojemljivo in nezaslišano dejanje neznanega storilca, ki je pripeljal nevarne in nenevarne odpadke ter jih stresel po pobočju nad vodnim zajetjem v potok in gozd, tako ni dolgo ostalo skrito. Župan občine Hoče - Slivnica Marko Soršak in drugi so takoj obvestili pristojne službe, domačini pa opozarjajo na neznosen smrad in onesnaženje. Nezaslišano dejanje ni ostalo skrito, saj je smrad po odvrženih fekalijah neznosen, kupi gnojšnice, kot so rekli domačini, pa veliki. A očitno je tisti, ki je pripeljal in odvrgel to, bil na istem terenu že prej. 3 tedne je smrdelo, ampak v čist mali količini, se pravi, nikjer se ni videlo nič, izgleda, da so že tudi prej nekaj mogli politi, in 3 tedne je kar zavdarjalo, se pravi, mi smo mislili, da to po zraku prenese, ker se nikjer ni videlo takrat, še. A v četrtek je sodo izbilo dno, nekdo je moral pripeljati ogromne količine blata in ga spustiti po pobočju blizu vodnega zajetja v potok. Včeraj sem jaz prišel po 12, sem prišel na malico sem, pa sem tu hotel malicati, sem sicer, takrat še ni tako smrdelo, nič ni bilo, Ob 4, ko smo prišli v službe, potem je bilo grozno že, Tako, zdaj mi lahko poveste, pokažete tukaj pravzaprav? Nekdo je polil gori in to je mogel velike količine, s kamionom, z nečim pripeljati, in je gori vlil in je preteklo dol, Dol je preteklo sem, komplet je tu zalilo, celo površino zalilo, ni moglo niti pod cesto ven, potem je nekako prebilo, ampak zdaj vse dol teče, Pomeni hkrati, zagotovo je onesnažen ta potok, pa tudi narava, vse. To ribe, vse, se pravi, to je treba res sanirati, potem, če hočeš, da bo to, In to je nevzdržno, zdaj se pravi, ne možeš biti niti zunaj, nič. O tem, da je nekdo odvrgel dehidrirano blato iz čistilnih naprav v gozd, je bil hitro obveščen tudi župan občine Hoče - Slivnica. Včeraj zvečer so me zaposleni obvestili, da so našli odpadke nad zajetjem vode. Tistega smo včeraj že zorganizirali, danes sanirali. Tam sicer ni šlo za nevarni odpadek. Niže od tega je pa tudi danes ponovno bilo javljeno na center za obveščanje pred 6. uro, da je bil von po fekalijah, po gnoju. Prvo so sumili, da je to z njihovega hleva, potem so videli, da ni, ker imajo vse stvari na fakulteti solidno oziroma dobro urejeno in ugotovili, da je nekdo odložil več 10 ali 100 kubikov dehidriranega blata iz čistilnih naprav. Tako da tudi danes zjutraj okrog 6 so me klicali iz centra za obveščanje, povedali situacijo. Takoj so obvestili inšpektorja za okolje, policijo in medobčinski inšpektorat, regijski štab civilne zaščite in druge pristojne službe. Zadeva je v urejanju, zadevo bo treba odstraniti, gre pa za enormne količine, torej ne gre za nesrečo, ampak gre za kaznivo dejanje, da je nekdo odložil te nevarne odpadke na Pohorje, kaj meni nepojmljivo. Župan je prepričan, da bodo kmalu odkrili storilca, za katerega nima niti besed, s katerimi bi ga lahko opisal, a verjame, da ga bodo našli in kaznovali. Zaupam v policijo, verjamem, da imamo dobro službo in tudi verjamem, da bodo ugotovili, glede na to, da v Sloveniji nimamo 100 tisoč čistilnih naprav, da nimamo 100 tisoč podjetij, ki imajo opravlja avtoprevoz. Verjamem, da se bo krog hitro zožil in upam, da pol najde odgovornega in ne vem, sploh nimam besed, ne vem, kako naj takšnega človeka kaznuje, ampak kar se mene tiče, nikdar ne bi smel opravljati nobene dejavnosti in lahko bi rekel, naj sam to ven zbaše, ampak če bi to človek sam delal ročno, bi trajalo več let, povzročilo bo tudi velik strošek in ne vem še točno, kako bo zadeva rešena, ampak pristojne inštitucije smo takoj obvestili, tako da verjamem, da bo čim prej zadeva urejena, da ne pride do nadaljnjih onesnaženj. In res upamo, da storilec nezaslišanega dejanja ne bo več ponovil, ter da bodo pristojne službe primerno ukrepale, da se čim prej blato odstrani.
Na prizorišču Grafiti Jama pri krožnem krožišču na Lackovi cesti so župan, predstavnici MKC Maribor, predsednik Nogometne zveze Slovenije pa predstavnice UEFA pogledali, kakšne športno obarvane grafite so ustvarili. Hkrati pa so otvorili steno, kjer lahko mladi umetniki prosto preizkušajo svoje grafitarske veščine. V Mariboru so na krožišču umetniki več dni ustvarjali izjemne grafite, ki pokažejo, kako zelo je Maribor povezan s športom. Smo tukaj ustvarjali vse znamenitosti Maribora, ki so znane za naše mesto, ki tudi povezuje mesto tudi z športom, torej od nogometa, košarke, smučanja, bordanja, tudi skatepark, ki ga imamo, pohodništvo, to dejansko so vse nekak znamenitosti Maribora, ki smo hoteli ljudem pokazati tudi, da grafiti niso vandalizem, ampak tudi, da lahko se na nek lepši način izraža tudi naše mesto, da se da lepše poslikati. Ob tem, ko se je na steno podpisal tudi župan, ter prvič tudi sam naredil mini grafit, so bili umetniki veseli, da so dobili steno, kjer bodo lahko vadili svoje veščine. Lackove odprli prvo legalno steno za grafitiranje, smo pa rondo razdelili na dva dela v bistvu. Tako da stena, ki je za mano, je namenjena za poligon za mlade grafitarje. Stena, ki je pa pred mano, pa je namenjena za naročanje poslikave. Gre pa za prvo realizirano idejo v okviru participativnega proračuna, tako da odpiramo poligon za ostale ideje. Da so tako polepšali stene, so potrebovali kar nekaj časa. Skupaj nas je bilo 6, smo pa začeli ustvarjati že v petek, soboto nas je malo vreme zezalo, pa smo bolj celo nedeljo, ponedeljek, torek pa še danes še dokončujemo. Ob koncu projekta so pripravili na lokaciji majhno prireditev, pripravili govore in plesni nastop. V občini Hoče - Slivnica se je odvil 5. tradicionalni tek pod Pohorjem. Na tekaško progo se je ponovno podal tudi sam župan, ki je bil izredno zadovoljen z udeležbo. Teklo je namreč več kot 500 tekačev. 2, 1, gremo! Pretekli vikend se v občini Hoče - Slivnica odvil že 5. tradicionalni tek pod Pohorjem. Vzdušje je bilo zares izvrstno, saj so ljudje zadnje mesece to vrstna druženja precej pogrešali. Na tekaško progo se je ponovno podal tudi sam župan. Zelo zadovoljen, zaradi ljudi delamo, zaradi zdravja, rekreacija, tako da vzdušje kot vsako leto, energija se čuti, tako da verjamem, da bo še boljše na cilju. Nisem navdušen tekač, ampak našega teka se vedno odeležim. Izkazali pa so se predvsem najmlajši, ki so se kot pravi športniki po množičnem padcu pobrali in tekli naprej. Vsi so bili veseli, vsi so dobili medalje, tako da že ti pogledi so bili dovolj za danes, kar se mene tiče, tek že uspel. Za vama je tek, kako se počutite? Zmučeno, ampak dobro. Zadihano malo. Meni je bilo ful v redu, ker sem se lahko pač preizkušala, kako sem dobra s tudi drugimi razredi. Meni je pa bilo v redu, ker se mi zdi, da mi je dobro šlo in ker sem lahko tekla tudi z 5. razredi. Jaz bom še naprej tak tekal in se bom potrudil, da bom čim boljši. Letos je rekordno število udeležencev. Tako da smo morali celo prekiniti prijave, ker smo pač samo do 500, več nismo smeli. Ponovno so pripravili tako tek na 10 km kot nekoliko krajšo razdaljo 6,5 km. Fajn je, da po dolgem času lahko verjemo na neko tako prireditev tek tu. Za organizatorji so zelo dobro poskrbeli za vse, tako da res super veliko število nas je. Če bi se malo bolj pripravilo, bi šel še na 10, samo ne vem, če bomo zdržali 10. Fajn je, nekaj pač malo srečaš, druženje pa to. Tako da za spremembo po 2 letih, tako da je vrej. Med tekači smo zasledili tudi župana Miklavža na Dravskem polju. Sosedi si moramo pomagati v znak prijateljstva med občinami Miklavž in Hoče - Slivnica z veseljem. In sem zelo vesel, da se je zadeva toliko normalizirala, da lahko šport spet diha v polnem sijaju. Zmagovalec teka na 10 km je ciljno črto prečkal precej v prednosti pred drugimi. Občutki je prvič na tekmi, nisem vedel, kaj pričakovati, nisem vedel, kakšna je proga, ampak hitra, zadovoljen, 33 minut pa 35 sekund. Mislim, da je bil lani 35 pa 35.
S tekom je tako občini uspelo povezati vse aktivne in rekreativne športnike, ki želijo storiti nekaj več za svoje telo in želijo na drugačen način spoznati občino. Kljub težavnemu vikendu je bilo tekačem naklonjeno tudi vreme. V drugi polovici aprila sta mariborska podžupana člane programskega sveta Kulturnega centra Pekarna seznanila, da vodstvo mestne občine Maribor razmišlja o tem, da bi v srednjeročnem obdobju za vsebine in programe, ki se izvajajo v pekarni, namenili del kompleksa nekdanje mariborske tekstilne tovarne v Melju. A programski svet pekarne in uporabniki so odločno proti temu. Poglejmo njihove razloge. Mariborski župan in univerza preučujeta možnosti, da bi v prostore sedanje pekarne selili vsebine za medicinsko fakulteto in UKC Maribor. Kje in kako pa je malo prezgodaj, ker je kar precej šahovskih potez, ki so odvisne po eni strani od ministrstva vlade, od občine, od privatnih investitorjev, ampak glede na to, da je tukaj vprašanje zdravje, mislim, da bomo našli primerne rešitve. Prostorske možnosti zaenkrat še niso definirane, preučujemo različne lokacije. Vi veste, da fakultete, kot so za medicino, za dentalno medicino, za farmacijo, so stavbe, ki zahtevajo določene relativno velike prostorske kapacitete in seveda skupaj z županom mestne občine Maribor iščemo optimalno rešitev za vse te potrebe, ki jih ima šolstvo in seveda potem tudi zdravstvo. Če bi se odločili, da bi njihove vsebine selili prav v pekarno, pa bi morali sedanji uporabniki v prostore nekdanje MTT. Za kako veliko skupnost pa pravzaprav gre? Registriranih takih, ki so uporabniki prostorov pekarne, je nekaj manj kot 40, s tem, da je to pri vsakem uporabniku je več ljudi zadaj stoji, ne recimo prostor za bende, kjer sem jaz, si delimo 3 bendi, vse skupaj je to 16 ljudi, za enega ne, ampak štejemo kot en uporabnik. Tako da že itak se optimizira znotraj nas samih, koliko se da za prostorov. Kaj pa se tiče ostalega, niso tu samo bendi, niso tu samo umetniki, tu so tudi humanitarna društva, tu so društva za pomoč mladim, tu so, zdaj če pogledamo v MKC, imajo izobraževanje slovenskega jezika za migrante, torej za neko integracijo tudi tistih, ki se teže vključujejo v okolje. Med uporabniki KC Pekarna je tudi Tadiman. Tukaj delam 25 let kot kulturni delavec, imel sem 14 let oddajo, priredil sem stotine in stotine koncertov, festivalov, vsega mogočega. Moram reči, da Maribor je že na kulturnem psu leta in je pred kulturnim izumrtjem, več imamo nekih delavcev, ki se s kulturo ukvarjajo, kot pa kulturnikov, ki bi lahko živeli. Prav tako kulturniki v tem mestu ne dobimo supporta od različnih organizatorov, ali so art campi ali kdorkoli drugi. Tako da tukaj nekako je še tako eno polje, kjer sem se jaz lahko sploh razvil, začel sem kot DJ, tukaj sem priredil ogromno stvari, siti hlapce, vodo in tako dalje. Vseh teh stvari nikakor v Mariboru ne bi bilo možno brez pekarne in prav tako jaz tu dvomim, da bi sploh se izbral, da bi lahko v življenju delal, ker ne bi mogel nikjer drugje v Mariboru Tadiman in siti hlapci sploh delati. In programski svet podpira odločitev uporabnikov, da se ne selijo iz pekarne. To, kar pa se zdaj pripravlja, torej to pa gre za, po našem mnenju, za marginalizacijo subkulture Maribora. In vsaka selitev take skupnosti, ki je homogene, ki deluje, ki je lahko vzor demokracije, tudi naši državi, recimo, zato ker pri nas ni drugače konsenza kot skupnega, zato tudi plenome sklicujemo in zato imamo tudi programski svet, ki je izvoljen strani uporabnikov, da ga zastopa. To pomeni smrt za subkulturo in zdaj, če definiramo, kdor ve, kaj je alternativna kultura, dejansko to pomeni potem tudi smrt vse ostale kulture na dolgi rok. Tadiman povzema tudi izkušnje sodelovanja s svetovnimi umetniki, ki so prišli v pekarno. Letos sem izdal album, kjer sodelujejo glasbeniki od Boba Marleya, superzvezde iz Jamajke, reperka od Dave Stewarta, ki je sodelovala z Mick Jaggerji, reperka od Shaggyja. Nikjer v Mariboru me doben ne povabi na prireditev. Torej doben Narodni dom, doben art camp, doben nihče. Jaz si moram zato, da imam svoj album. Sam si bom organiziral tukaj v našem parku v pekarni
povabil bom Braneta Rončela, ki tudi marsikdo, kjer je Mariborčan, ga noče vedeti za njega. Torej, tu je zadnja cona, kjer smo lahko neodvisni kulturniki, sploh kaj mrdnemo. Ko se bo to zaprlo, je konec. Ko se bo to umaknilo v melje, bo to odrezano, srce bo odrezano od ožilja. To več ne bo del Maribora, tam bojo samo še bolj se vlačili, še bolj ne bojo aktivni rabili biti, ne bojo na očeh ljudeh. To je samo v bistvu, tu se gre za eno krajo zelo pomembnega prostora, gre se za krajo kulture tega mesta. Pri tem pa napovedujejo še. Treba se zavedati, na plenumu je bilo govora, da je pekarna možno aktivirati med 15 pa 20 tisoč ljudi. To je tudi močno volilno telo in s tem tudi sporočamo oblasti, da jih opazujemo in da bo definitivno imelo posledice, tudi kaj se tiče glasov, taka stvar, taka selitev. Ob tem Muršak še pravi, da bi morala občina uvideti, da selitev ni primerna in da naj jih pusti pri miru. Na Ptuju se je minule dni končalo zbiranje predlogov v sklopu participativnega proračuna. Le tega se letos v najstarejšem slovenskem mestu poslužujejo prvič in županjo veseli, da so se ljudje s svojimi predlogi odzvali, saj zdaj še bolj vedo, kaj si želijo. Občani Ptuja se bodo tako ta teden odločali o tem, katere projekte želijo v svojih lokalnih okoljih prednostno izvesti v okviru razpoložljivih sredstev participativnega proračuna. Prispelo je 66 predlogov, od tega se jih je uvrstilo v sami zbor 41. Zdaj največ predlogov je v četrtni skupnosti, v tisti skupini, kjer sta Breg, Turnišče in Center, tam je konkurenca kar huda. Ostali so povprečno 5 predlogov, tukaj jih je kar 20. Tako da to danes ravno naše službe pakirajo kuverte, da grejo na vse domove s povabilom na glasovanje. Najprej bo predčasno glasovanje tukaj na občini, potem pa seveda še po četrteh. Ptujčani, ki so dopolnili 15 let, bodo lahko svoj glas oddali na predčasnem glasovanju v sredo med 15. in 19. uro na občini, naslednjo nedeljo dopoldne med 8. in 12. uro pa bo glasovanje na sedežih četrtnih skupnosti. Ljudje bojo lahko oddali svoj glas za tisti projekt, ki jim nekako najbolj pritiče. Je pa treba poudariti, da je to res prvič, da se vsi skupaj še malo lovimo, tako predlagatelji, potem tudi mi na izvedbeni ravni. Jaz upam, da na koncu bomo vseeno s tem zadovoljni in da bomo pripravljeni za drugo leto še toliko bolj in da bomo to res naredili tako, kot treba. Ptujska občina je sicer rezervirala dodatnih 25 tisoč evrov za projekte, ki so namenjeni mladim od 15. do vključno 29. leta. Celotni projekt je nekaj več kot 125 tisoč evrov, zato ker tu še moramo prišteti seveda te operativne stroške, drugače je pa 5 sklopov in za vsaki sklop 25 tisoč evrov. Zdaj ljudje bojo lahko glasovali o 3 projektih, ocenili jih bodo iz 1, 2, 3, potem pa tisti, ki bojo imeli največ točk, bodo šli v realizacijo, seveda v maksimalni vrednosti 25 tisoč evrov na tisto posamezno enoto. Komisija je med predlagane projekte umestila takšne, ki prispevajo k uresničevanju javnega interesa in bodo izvedeni na občinskih lokacijah. Pomembno pa je, da so namenjeni splošni javni uporabi. Ja, ljudje želijo očitno veliko migati, tako da imamo kar nekaj fitnesa na prostem, potem imamo tudi električne polnilnice za kolesa, imamo predlog piknik prostorov v Ljudskem vrtu, pa doživljajski park v Ljudskem vrtu, potem imamo tudi mize za druženje, pa koše bi ljudje radi. Tako da je zelo različno, ampak vsem skupaj pa so tiste take manjše stvari, ki nekako vseeno pripomorejo k tistemu nekemu boljšemu počutju med ljudmi, pa gradijo skupnost, tako da verjamem, da vsak od teh, ki bo na koncu izbran in bo izveden, bo neka dodana vrednost mestu in ljudem. Na glasovanju bodo tako lahko izbirali med 41 predlogi, ki so prispeli na poziv in ustrezajo vsem potrebnim merilom. S tem pa bo Ptuj postal mesto, ki bo še bolj prijazno do svojih občanov in njihovih želja. Skatepark v Mariboru že nekaj mesecev kaže znake dotrajanosti. Vidijo se razpoke, na določenih delih pa zastaja voda. Je kriva nekakovostna gradnja? Na mariborski občini se nepravilnosti zavedajo. Na težave v mariborskem skateparku, ki je pred letom in pol zaživel v novi podobi, opozarjajo že od pričetka gradnje. Skrbelo jih je, da izvajalec nima referenc za izgradnjo takšnega parka. Takrat smo naleteli, bomo rekli, delno na gluha ušesa, ampak smo jim pustili možnost, da bi imeli svoj prav. Zdaj pa sicer prihaja do
tako vsaj mi ugotavljamo do nekaterih napak, za katere smatramo, da ne bi smele biti po letu in pol izgradnje samega parka. Skrbi ga sama prihodnost skateparka. Imamo občutek, da se lahko te napake širijo do te točke, da določeni prostori v parku lahko postanejo popolnoma nevozni oziroma celo nevarni za uporabnike. Na mariborski občini so se zavedali zahtevnosti izgradnje. Vedeti moramo, da gre za betonski skatepark. Ponovadi se dela asfaltni, ki je veliko boljši, kar se uporabe tiče, pa toliko težji za izvedbo. Vedeti moramo, da za pričetku gradnje pravzaprav izvajalec je mogel tehnologijo naučiti, tako da smo pričakovali, da bo to kar zahteven zalogaj. Podžupan obžaluje pomanjkljivosti, a prizna, da ga težave ne presenečajo. Ker prihajam iz področja gradbeništva, sem pač opazil, da tehnologija ukrivljenih betonov, brizganih betonov izredno težavna. Videl sem tudi, da obvlada to zelo malo izvajalcev in da pravzaprav se izvajalec na tem objektu na nek način tudi učil te tehnologije. Tako da mene kot tako težave ne presenečajo. Gre, kar se tehnološko tiče vgradnje betonov, za zahteven objekt in mi je žal, da se soočamo s takimi pomanjkljivostmi. Do izteka garancijske dobe jih bomo tudi odpravljali, potem pa bomo seveda mogli tehtne razmisliti, kako naprej. Sanacija takšnih betonov so izredno drage. Problem je tudi odvodnavanje, saj ga skatepark nima v celoti urejenega. Vodostaj na določenih točkah pa že načenja objekt. Ni bilo nekako predvidenega odvodnjavanja, je pa sicer bila predvidena nekakšna naklonina, po kateri se voda potem stekala v glavno odvodnjavanje tukaj na sredini parka, ampak nažalost ni, oziroma gre v kontrasmer in zato nastaja tako velik vodostaj, kot ste ga danes opazili. Želijo si, da se konkretno lotijo odprave težav, zato apelirajo na občino. Objekt je še v garancijskem roku, imamo tudi ustrezna zavarovanja in izvajalec se skupaj z nadzornikom tudi sproti odziva. Od izvajalcev se skozi zahtevajo, da napake odpravlja v garancijskem roku. Žal mi je, da je kar veliko pomanjkljivosti, vendar ta trenutek, dokler izvajalec to odpravlja in imamo garancijsko zavarovanje, nimamo drugega mehanizma, kot da počnemo to na ta način. Šumatič ob koncu poudari, da je velika škoda, da jih ne jemljajo resno, zato si želijo ustrezne pozornosti in celovite sanacije, ki bi preprečila nadaljnje težave. Po več mesecih nedelovanja je Maribox ponovno odprl svoje kinodvorane. Ob obisku je potrebno upoštevati številne ukrepe, v kinodvoranah pa je trenutno dovoljena polovična zasedenost. Na platna prihajajo novi filmski naslovi, napovedujejo premierske dogodke, ki smo jih dolgo čakali. Po kar 7 mesecih je Maribox ponovno odprl svoje kinodvorane. Nismo sicer še povsem veseli zaradi nekaterih omejitev, ki veljajo, ampak ocenili smo, da je pravi čas, pravi trenutek, da ponovno odpremo naše dvorane, da začnemo vabljati ljudi tudi v kino. In kaj so pripravili gledalcem za začetek? To so Troli, tako da imamo tudi eno risanko za naše mlajše obiskovalce. Drugače smo pa pripravili 2 filma, ki sta bila tudi Oskarjeva nagrajenca. Imamo torej film Nažgani in pa Obetavna mladenka, film Usekano in pa Varuh, torej iz vsakega žanra nekaj. Pripravljajo tudi premiero nove različice Hitrih in drznih. Ta bo na ogled že ta teden. Za razliko od lanskega leta, ko smo prav tako odpirali konec maja oziroma v začetku junija, takrat nismo imeli novih filmov in smo na nove filme morali čakati več mesecev. Zdaj pa se lahko veselimo novih filmov, torej takšnih, ki še niso bili videni in gre tudi za številne blockbusterje, ki se bodo zvrstili do konca tega leta. V kinodvoranah je trenutno dovoljena polovična zasedenost. Obiskovalci pa morajo upoštevati številne ukrepe. V Mariboxu bodo sicer nanje opozarjali, a nadzorov ne bodo izvajali. Veljajo seveda vsi tisti pogoji in pa vsi tisti ukrepi, ki so do zdaj veljali, torej varnostna razdalja, uporaba maske, razkuževanje in seveda tudi z naše strani razkuževanje in prezračevanje dvoran in pa vsa opozorila, ki so seveda na mestu. Trenutno velja tudi prepoved uživanja hrane in pijače. Pomemben del kinoizkušnje za obiskovalca in predstavlja tudi pomemben del prihodkov za vsak komercialni kinematograf. Zato sem tudi osebno glede tega problema govoril s pristojnimi na NIJZ-ju, tudi na Ministrstvu za kulturo. Vem, da je v pripravi že odlok za spremembo tega pogoja.
Navdušeno že pričakujejo prve obiskovalce in upajo, da jih ukrepi ne bodo prestrašili. Veseli jih, da so lahko gledalcem znova omogočili ogled filmov v kinodvoranah, ki so predolgo samevale. V Radizelu so minuli vikend tekmovali najboljši motokrosisti pri nas. Na državnem prvenstvu v kategoriji Open z naskokom zmagal Tim Gajser. Organizatorje društva AMD Orehova vas pa veseli, da je letos bilo prijavljenih tekmovalcev več kot pretekla leta. Obiskovalcev pa bi lahko bilo več, a so morali ustrezati pogojem PCT, kar je morda katerega odvrnilo od obiska. Toliko za nocoj oddaje Občinski informator. Ob 20. uri si lahko na BKTV ogledate oddajo Dialog z gostom evropskim poslancem Milanom Brglezom. V sredo se bo v naših krajih začela dirka po Sloveniji. Start bo na Ptuju nekaj čez 13. uro, etapa bo kolesarje vodila skozi Lenart, Šentilj, Kungotov, Slovensko Bistrico, Šmarje pri Jelšah, vse do cilja v Rogaški Slatini. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbireport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.